Vsak korak po zaviti poti med vsako leto višjimi drevesi vodi stran od vsakdanjih skrbi, vedno bliže vam samim. In kam si naj pripeljala? V labirint dreves. Z ptiče perspektive vidimo, da gre za labirint. Nasvidenje, lepo bodite. Greva. Ljube boginje, dobro jutro, dober dan. Pozdravljene v ta dan, ki ga posvečamo knjigi meseca. Moje ime je Suzana Grav, sem igralka, urednica koledarja za boginje in predvsem pa voditeljica obredov in delavnic za opolnomočenje žensk. In danes, drage moje, danes je z nami Katja Cah, ki je napisala knjigo meseca Najlepša obleka na svetu. In rada bi z vami podelila, zakaj sem v bistvu prišla na idejo, da podelim z vami to knjigo. In sicer so se s Katjo srečali pred 2-3 meseci. Tako je. Ja. Srečali smo se v Hoferju. Kakšen glas. Ja, tram. Kje pa so se danes srečali? Kje smo se srečali danes? Pred Hoferjem. Tako je. Ok, to boš potem dala pip, vmes, a ne? Ja, pip. Srečali smo se v trgovini in Katja je z menoj podelila, da pripravlja knjigo v samozaložbi. Samozaložbi, tako je. Ja. In meni je bilo v bistvu, to najino srečanje je bilo res tako zelo mogočno in meni je bilo res izjemno, ko je Katja pač podelila to svojo zgodbo, da si se pripravljala na pisanje te knjige. Več let. Odkar sem bila noseča. Aha. Sem čutila, da moram še nekaj roditi. Aha. Dodatno. Ja. In ko so se pogovarjali, mi je bilo v bistvu, če lahko okvirno rečeva, kaj je najina zgodbica? V bistvu se kar bojim svoje knjige, ker vsakič, ko začnem razmišljati, se mi odpre nova zgodba, nova razsežnost. In je kar malo strašljiva, čeprav jo imam rada. Ja, res. Lahko bi rekli, da je to iskanje svoje resnice. Pot do ljubezni, najprej do sebe. To pa ni lahka pot. Danes se nahajava v labirintu in mislim, da je to imenitna prispodoba za to iskanje sebe. Čeprav ima labirint tudi druge pomene, ampak se mi zdi, da tukaj bi lahko našli to vzporednico. Katja je napisala knjigo o deklici Gaji. Tako je. Ki potuje, na kak način ona to potuje, kaj ima že za neki? Ona potuje skozi čas. Ja. In išče pot do tega, da bi postala srečna, srečnejša, kot je v tistem trenutku. In misli, da če bo poskusila vse najlepše obleke na svetu, vseh časov, ta možnost se ji namreč ponudi, potem bo prišla do tega, kar si želi. Vendar na koncu, lahko izdam, pride na nek način na začetek. Kljub temu, da je dobila znanje, da je dobila nek mogoče svetovljanski pogled na svet, vidi, da mora začeti znova. Se znajde na nek način spet v labirintu in ugotovi, da je odgovor v koreninah. Tukaj je ključ do božanskosti, s tem, kar se tudi ti ukvarjaš, ker vsi moramo najti to božansko energijo v sebi. Ni je zunaj nas ali pa na nas v obliki oblačil. Sami sebi moramo biti zadosti. Še enkrat ta stavek. Sami sebi moramo biti zadosti.
Ja. Ja. Pa ne v smislu egocentričnosti, pa samopašnosti, vendar v smislu ljubezni do sebe, do sprejemanja vsega, ker v nas je oboje. Ja, kot sem rekla, da imamo vsi v sebi na nekem dogodku javno dva volkova. In od nas je odvisno, katerega hranimo. Volka sovraštva, volka ljubezni. Potem pa sem naletela na en drug pregovor, ki pravi, hrani oba, pa te bosta imenitno varovala tudi pred samim seboj. Lepa. Ja, No, lepa. Lepa. Ja, ker gre v bistvu za ravnovesje, a Tako, ne? tako. Ne, če samo svetlobo častimo, častimo samo, kakšna čudovita svetla boginja, ampak izpuhtimo lahko vse te svetlobe. Ja. Pa ne vem, meni je v bistvu tako, ker kaj so ti, a veš kaj v pravljicah, ko ne povabijo ta zlobne, a ne? Pa potem ona naredi hud urok Ja. nad deklico, nad otrokom, tako, zaradi tega, tako. ker tema mora točno biti to, vidna, točno tako, mora ja. biti v ospredju, ne smemo je... Sprejeti je treba temo v Ja, sebi. ja. Potem lahko tudi lažje sprejemamo temo okrog nas. Ja. Meni je bilo v bistvu tudi to simbolno v knjigi, boste videli, ko boste brali, da v bistvu deklica potuje in res si oblači. In to, ljube ženske moje. Katja je to vse sama naslikala. Vse te božanske risbice moram prav pokazati. Čakaj, kje je ta ljubezen? Katera ti je najbolj všeč? Ja, katera, tista ta zadnja. Ta zadnja, ne, ker tam vse Ja. eksplodira Ta v zadnja. emocijah in vsem. Glejte, a ne, to je Katja narisala in v bistvu meni je, ker potuje res skozi čas in Katja, ti imaš znanje o oblekah skozi čas, a ne? Res je, bila sem na oblikovni šoli, modna oblikovalka sem tudi po A ne? enem izmed poklicev. Eden. Ja. In to se mi zdi simbolno, ker mi smo se pogovarjali in si rekla, ker je tudi novinarka, a ne? Tudi. In mi je ta del tega, kako v resnici mi že samo v tem življenju zamenjamo kar nekaj vlog. In da zdaj ni več čas za večino od nas, da bi rekli, samo to sem ali pa samo ta poklic sem. Ker se spreminjamo in zaradi tega je tudi potreba potem, da zamenjamo obleke. Dobesedno Simbolično. In dobesedno in in simbolično. simbolično. Tako je. Hkrati pa, ker imamo zdaj v avgustu tematiko spominjanje in zelo močno slišim to, se zaradi tega me je Katja tudi pritegnila, da vsaka od nas v sebi sidra spominje na različne inkarnacije in znanja, ki smo jih že usvojile. In da prinašamo to nazaj v tukaj in sedaj. Da ne potujemo v te božanske otoke preteklosti, da bi bile tam, ampak da bi to prinesle in tukaj živele. Tukaj, res je. v to vsakdanjost, to sidrale. To znanje, to modrost, ki jo Tako. nosimo v sebi in jo je treba nekako priklicati, sprožiti. Tako. In pravim, korenine. Ja. Zavedajmo se, odkot smo prišli, kje smo in ne se sramovati tega, kar si. Ker prevečkrat se mi zdi, da iščemo napake v svojih družinah, ko bi se lahko res osredotočili bolj na lepe plati. V vsaki družini so ljudje, ki prinašajo pluse in minuse, vsi družinski člani in še tako navidezno veliki negativci lahko imajo dobre plati. In to je to. In obratno. In ne? obratno. Tudi In nekdo, ki izgleda obratno. krasen, je lahko pa Ja. zatiralski, no, kako bi rekla. Ja. In tudi recimo prej, ko si omenila to negativno plat, temačnost, nekako se vije skozi vso knjigico tudi ta kača, recimo, ne, ki je v biblijski različici predvsem negativna. V moji knjigici ni, ker ona je tista, ki sicer mečkan zafrkava, ampak na koncu pripelje deklico, čeprav je skrivaj, je skrita, jo pripelje do tega, kar je, in tudi na sliki se pojavi spet. Vendar nič ne reče, ker je modro tiho.
Pa povej mi, še en simbol je, ki v bistvu spremlja, se ste videli, a ne, kaj tle? Takole, Katja narisala. To je naša popotnica Gaja. Gaja je pa kot mladenka. asociacija na zemljo, ne, tudi. Ja. Meni bi moralo biti ime Gaja. Mm. Mami mi je hotela dati ime Gaja, vendar je bil oči takrat proti. Zato Je. sem Katja. Tudi v redu, ne? Gaja, Cah, Katja, Cah. Dobra je Katja. No, da je. Dobra je Čisto Katja. Ja, dobra je A Katja. ne, Suzana? Ja, taka je. Ha, tle sem. Ja, tako, vidiš. Gajsna, vidiš. ja. Ampak hotela sem te vprašati v bistvu o simboliki. Ja. A ne, ker imava skozi knjigo se kar nekaj simbolov, to si zdaj omenila, korenine. Tako rada imam simbole. Ja, vem, te čutim. Ja. Povej mi najprej, kater simbol ti je najbolj, bi rekla, klical po pozornosti, ko si pisala knjigo? Ali pa te najbolj spremljal? Mislim, da prav ta labirint, ki si ga prej pokazala, ker ima toliko pomenov in dejansko spodbuja človeka, da se raziskuje. Potem še ena recimo razlaga, ki zadeva labirint, je ta. Za vse, ki iščemo ljubezen ali pa jo hočemo ohraniti, da po nekih antičnih razlagah gre deklica oziroma dekle v labirint, se dokoplje do sredine in potem jo mora izbranec njenega srca najti. Se pravi, mora iti po poti brez kakšnih namigov. Ja. In potem, ko pride do nje, če mu uspe, če je dovolj vztrajen Ja. in če je dovolj radoveden, Ja. potem gresta skupaj ven nazaj. Wow. Ampak to se dogaja kar naprej. To je ta simbol reinkarnacije, tudi preporoda. To me spomnilo me je, veš, ko je bilo včasih pač ti medeni tedni, ne? Je bilo 28 dni Aha, medenih dni, 28 medenih dni, torej 4 tedni, 4 medeni tedni. In zakaj 4? Zato, Ja. ker je imel moški v bistvu prvič priložnost biti z žensko skozi cel njen cikel krasno. in jo videti v vseh njenih Fazi. obrazih. Aha. A ne? Da v bistvu ni samo tisti del, ki je ona po menstruaciji, Zelo pa je dobra. mladenka in svetla in Ja, življenje ovulacija. rožnato. Ja. Ampak tudi tisti del, ko potem pride v zemljo, ko rata Črna močna, ženska. temna, divja, nora. Nora. A ne? Nora. Nora, ja. Takšni smo. Ja, in to. Nič slabega. To je v nas. Tudi nore smo. Ja, Ja, nismo samo umirjene. Ne? Zanimivo, Dej. rekla si 4, ne? Ja, Številka 4. ja. Lahko podeliva, kako se nariše labirint in prav iz 4 delov se začne. Evo to je izvrstna iztočnica. Tako, no, ljube moje, zdaj bomo pa pogledali nekaj čarobnega. Upam. Verjamem. Tako kot so prej rekli. Vse se začne s številko 4. Upam, da se mi bo preveč tresla roka. Zdaj bomo šli pa še z drugo barvo, da vidimo, ali je to res labirint. Torej, Katja, preden skleneva najin pogovor, je morda kaj takega, kar bi želela podeliti ali kot popotnico knjigi ali pa kot
popotnico ženskam za naš vsakdan. Zagotovo. Rada bi podelila z ženskami pomembno zadevo, in sicer naj se ne bojijo bolečine, naj se ne bojijo strahov, ki jih dušijo, ker na podlagi teh strahov lahko najbolj zrastejo, pridejo najbližje k sebi in odprejo srce, sočutje do sebe in do drugih ljudi. Se mi zdi, da to je bistveno v življenju. In pogumno, z nasmehom v nov dan in v noč. Ja. Zelo, zelo te slišim, Katja. In tudi v bistvu, če spet to najino hofersko druženje, pripeljem. Mene se je zelo dotaknilo dejansko Katjin pogum, ker ta otrok se je snul v Katji, zelo dolgo časa. In v sebi imamo veliko sanj, ampak moramo biti pogumne in stopiti na ta labirint in se iti soočati v bistvu s temi strahovi, da potem lahko rodiš knjigo, da jo lahko daš v Teksas, da jo lahko daš, da potuje po Sloveniji, da lahko jo prineseš domov na mizo in rečeš svoji hčeri, kaj je tvoji hčerki ime? Maša Mineja. No, da rečeš svoji hčerki kaj? Ona je zelo ponosna name, je zelo ji všeč knjigica, tako da ja. To je popotnica tudi njej. Nobenemu ni prihranjena bolečina, ampak upam, da bo njej mogoče majčkeno prihranjena, če bo imela to sporočilo knjige. In upam, da jo bo spremljala vse življenje v mislih na svoj način, da bo vsakič znova razumela na drugačen način. Ja. Pa zgled smo, ne? To, kar smo mi pogumne, to bojo naše hčere pogumne. Ne moramo od svojih hčera zahtevati, bodi herojka, izrazi se, ne vem kaj, bodi seksualna, živa, če mi tega nimamo. In v bistvu vsakič, ko mi premagamo strah, kaj damo? Damo doto svojih hčeri. Mi lahko govorimo, ampak nek pregovor obstaja. Ne se bati, če vas otroci ne ubogajo. Bojte se, ker vas opazujejo. Tako da mi delamo vsi napake in dobre stvari, ampak to samozavedanje, to je bistveno, da se poskusiš zavedati, kaj počneš in si reči, ok, tu sem ga pobiksal, ampak bom drugič poskušal narediti bolje, če bo šlo. Torej, ljube boginje, ko potujete v vašem vsakdanjiku, ko potujete skozi vaše labirinte življenja, zaupajte svojim korakom. Včasih se zazdi, da si najbližje cilju, pa si v resnici najbolj oddaljena. Včasih si najbolj oddaljena, pa si najbolj blizu. Ne se zaupajte temu, da kar je vaše, bo prišlo v vaše življenje. Vedno. In ko vam je najbolj, kaj pa zdaj? Pejte hoditi labirint na Fužine. To se vam bo sprostil. Če pa niste s Fužin, imamo v Rižani en čudovit labirint na Izviru. In pa ti si, ko si rekla, spomni se korenin, si kje si doma? Jaz sem iz Celja. Tako, a imate tam kakšen labirint? Ne, ampak sem tudi Primorka, tako da ne me raj tega spraševati, ker sem vse po malem. A pa je kakšen labirint gor na severu? Niti se ne spomnim, da bi bil. Je pa še v Kranjski gori. No, bomo napisali. Ti si večja poznavalka, vidim, jaz poznam samo tega. Ampak tega jaz nisem poznala, tako da... V redu, vidiš, se krepimo in bogatimo v znanju. Hvala tebi, res si, srca. Hvala. In knjiga se imenuje? Najlepša obleka na svetu in je napisana tudi v angleščini, tako da lahko gre tudi po svetu.
Tako. Upam, da bo šla. Nekaj je že šlo iz vodov, če se lahko pohvalim. Ja, se prosim. Prva je šla v Teksas, Oh my God. v Ameriko. Ja, in to mi res veliko pomeni. Ja, Evo, drage, to je to. Takale je. Je pa za mlade in za mlade in deklice vseh starosti, bi rekla. Ker vse imamo v sebi željo, potem, da bi bile lepe, po lepih oblekah, potem, da bi bile občudovane, opažene in ljubljene. In sporočilo knjigice je tudi to. Kje najti ljubezen? Doma. doma. Do snidenja, boginje, se vidimo. A sva, ne? Jaz, sva.